Dejstvo je, da je Mednarodna organizacija dela ILO sprejela kar nekaj konvencij, ki ureja to področje. No, ampak za nas, za Evropo, je nesporno najpomembnejša konvencija o minimalni plači iz leta 1970. Ta je najnovejša, up to date, se ji tudi pravi res, ki pokrije nekako te aktualne probleme in izzive sedanjega časa. S to konvencijo se je želelo preprosto zaščititi, zavarovati delavce pred pretirano nizkimi plačami. Kajti tržno gospodarstvo, seveda, če nimaš te regulative, ne pozna meja in kakšna Mednarodna organizacija dela postavlja nek kriterij, standard, ki ga civilizirani svet vendarle upošteva. No, pomembno je, da je Slovenija to konvencijo ratificirala. To je pomembno, kajti ta nas seveda obvezuje. Torej, osnovna funkcija minimalne plače je zagotoviti dostojno najnižjo raven plače. Predlagamo v svobodnih sindikatih, da pride do dviga neto minimalne plače, o netu govorimo od zdaj naprej, zato ker to prejema delavec, o tem delavec razmišlja, upa in preklinja vsak dan. Predlagamo, da bi v Sloveniji prišli čim prej do minimalne neto plače v višini 500 evrov. Manj kot to za poln delovni čas, za predvidene delovne rezultate, kar je narava minimalne plače, naj ne sprejema nihče, ker kot družba smo zadosti bogati, da bi relativno v kratkem času dosegli ta cilj. Mi pričakujemo, da takoj, ko bo imenovana ta vlada, natanko to isto smo počeli z prejšnjo vlado, bo šla pobuda, prošnja, zahteva od naše strani, da se dobimo na skupnem razgovoru, sestanku. Ali bo to takoj nemudoma znotraj ekonomsko-socialnega sveta, ali bo drugače, to spuščamo odprto, ampak zagotovo ta dialog z novo vlado mora se začeti nemudoma. In takrat bo seveda prišlo tudi do formalnega oblikovanja tega našega predloga. V koliko časa računate, da bi lahko bila stvar uzakonjena, v koliko časa bi lahko recimo delavci dobivali teh 500 evrov minimalne plače? Mi se želimo seveda čim prej, čeprav sem realen. Ko danes to izrečem, bo že v ponedeljek skakali delodajalci, da to niti v sanjah ne bodo pristali. Mislim, ker zgodbe že poznamo v tem prostoru. Ampak potrebno je začeti, potrebno je postaviti zahtevo, ker nihče ne bo delavcem kar tako dvignil minimalno plačo. Ampak jaz sem, tudi delodajalci rabijo nekaj časa. Politike v trenutku se ukvarjajo sami sabo, pač žal je tako. Ampak mi smo to postavili, jaz upam, da bo to prišlo, če rečem čim prej, vem, da ne odgovorim povsem, ampak ker od zdaj naprej ni vse odvisno od nas, od svobodnih sindikatov. Mi pa gremo bomo ponavljali, bomo zahtevali, bomo pritiskali, da do tega premika zagotovo pride.